Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Čakamo na prve rezultate ameriških volitev. Zato je trenutno z mano na drugi strani zveze Vladimir Kolmanič, upokojeni namestnik veleposlanika v ZDA. Vladimir, lepo pozdravljeni. Dober dan, v Mursko Soboto. Samo če vas korigiram, jaz sem upokojeni veleposlanik, bil sem pa nazadnje namestnik v tujini, namestnik veleposlanika v ZDA, ker sem od blizu 4 leta spremljal cel ta predvolilni in volilni in povolilni proces. No, te ameriške volitve mnogi označujejo za najpomembnejše v ameriški zgodovini. Namreč še nikoli ni toliko ljudi glasovalo predčasno. Zakaj menite, da je temu tako? Ne samo predčasno, temveč na splošno še nikoli ni glasovalo toliko volivcev. To je na prejšnje volitve 2016, ki sem jaz spremljal v živo v Washingtonu, je glasovalo okrog 130–132 milijonov. Na sedanjih bi jih najkar 160 milijonov. Rekordno število glasovalo torej po pošti, zato bi rekel zaradi epidemije koronavirusa, ker seveda zaradi vseh teh omejitev, združevanja in tako naprej, so se pač odločili za ta način glasovanja. In kaj so napovedale predvolilne ankete oziroma kakšno je trenutno stanje, kateri trenutno mogoče malo bolj vodi, Biden ali Trump? Ja, tu je treba povedati naslednje. Jaz sem večkrat to povedal za slovenske medije, da ne gre zaupati javnomnenjskim raziskavam. Ker tudi v sedanjih je ves čas praktično, ali pa vsaj zadnje 3 mesece prepričljivo vodil Biden. Tudi 10–12 odstotnih točk prednosti je imel na zvezni ravni. Seveda to, jaz imam osebno izkušnjo z dvojnih volitev, to je leta 2000, ki sem prvič delal v Washingtonu in spremljal, in zdaj drugič 2016, zlasti od teh, pa vemo, kako varljivo je to. Namreč tudi takrat je Clintonova vodila praktično vseh javnomnenjskih raziskavah ves čas, do konca, in seveda vemo, kakšen je bil na koncu rezultat. To je zdaj izgleda, da se v znatni meri ali pa veliki meri ta scenarij ponavlja, da se niso uresničile te napovedi teh mainstream ali nekaterih osrednjih medijev, da bo Biden prepričljivo zmagal, kajti zgodilo se je nasprotno, da je Trump zmagal v vsaj polovici polovici ključnih držav, to je recimo Florida z 29 elektorskimi glasovi, potem v Ohio recimo, Texas itak, in da se uresničuje. To je tista napoved, da je treba biti veliko bolj zadržan in previden pri podajanju tovrstnih ocen. Je pa res, da sedaj trenutno kot veste, v ZDA volijo sicer volivci, to je svojimi glasovi, vendar na koncu pa odločajo tako imenovani elektorji oziroma elektorski zbor. Ti imajo 538 glasov, tako da mora zmagovalec zbrati 270 glasov za zmago na volitvah. In tu deluje sistem, to je elektorski sistem, da deluje po načelu, zmagovalec dobi vse glasove v neki zvezni državi. Zato je pomembno, vi imate recimo ZDA tradicionalno razdeljene države na tako imenovane modre, to je demokratske in rdeče republikanske. Tam je težko premakniti, to je že desetletje recimo zakoreninjeno, kdo bo tam zmagal. Zato tisti, ki hoče zmagati, mora osvojiti te tako imenovane države, ki spreminjajo, to so tako swing states ali battleground states ali ključne države, to je mora zmagati tam. To je uspelo Trumpu 2016, recimo v državah, ki so bile tradicionalno bolj na strani demokratov, in to so te države in nekoč industrijsko uspešne države, ki pa so v zadnjih desetletjih zelo propadle, kot je Michigan, Wisconsin, Pennsylvania in tako naprej. Torej, sedaj ima Biden trenutno še prednost, mislim, da 238 proti 213, če se ne motim, to je bilo zadnje, kar sem gledal, ker se stalno spreminja tudi, vendar v preostalih 6 teh ključnih državah pa povsod ima trenutno prednost Trump.
kar je se že tudi izkristaliziralo. Moram povedati, da se ne voli samo predsednik, temveč se voli tudi 35 senatorjev od 100 in voli se cel predstavniški dom. In sedaj, kot kaže, bodo republikanci ohranili večino v senatu. Do zdaj so imeli 53 proti 47, oziroma celo 45 demokratov, pa 2 neodvisna, tako da bodo sicer en sedež izgubili, vendar kot kaže, bodo ohranili večino 52. Senat je izredno pomemben za celo, to je zgornji dom, za celo vrsto funkcij, med drugim potrjevanje sodnikov, kar je Trump zelo spretno izkoristil, večino v senatu, in na njegov predlog je bilo imenovanih 300 sodnikov na višji ravni in 3 vrhovni. Ne vem, če ste spremljali, Trump je že spet naredil eno kontroverzno potezo, že je imel izjavo. Iz Bele hiše je že dal izjavo v spremstvu Melanije in podpredsednika Pensa, njegove soproge Karen, kjer je napovedal, že nakazal na to, da bo se vse skupaj končalo na vrhovnem sodišču, ker ne bi smeli več prištevati in upoštevati vseh tih glasov, ki prihajajo, bodo še prihajali po dnevu volitev. In tu imate spet različne prakse v različnih zveznih državah. Je mogoče Donald Trump na Twitterju tudi obtožil te demokrate, da želijo ukrasti volitve zato, da je predčasno volilo več demokratov? Ja, predčasno volilo več demokratov, to zdaj, uradne cifre se niso smeli izdati, zato je to domneva, pa je verjetno. Ja, seveda, on je pač v svoji maniri, podobno je naredil leta 2016, da je že naprej rekel, da prihaja do množičnih goljufij. In že takrat smo mi napisali, da če bo izgubil, če bo tesno izgubil, da se bo pritožil. In tudi sedaj je to že nakazoval naprej, češ da bodo goljufali, in to je nek pač rezervni scenarij zanj. In zdaj glede na to, da imajo konzervativci, republikanci, tako premočno večino na sodiščih in na vrhovnem sodišču 6-3, on s tem računa. Seveda pa bi to moralo biti dokazano. Leta 2016 so dejansko dokazali določene goljufije in nepravilnosti, vendar ne v takem številu, da bi to lahko odločilo. In kot je Trump govoril, teveč v tisoče primerov, recimo, kar je pa zanimivo, so pa potem, ko so bili poraženi, so se pa demokrati pritožili v 3 zveznih državah, vendar niso uspeli s pritožbami. Je pa en dejavnik, je tudi res, seveda, da ZDA pač imajo, in to je praksa leta 2000. Naj spomnim, takrat je bilo prepričanje, da bo zmagal bivši podpredsednik Al Gore pri Clintonu. Imel je vse prednosti, vse nakazalo na to, tudi jaz osebno sem bil prepričan v to, vendar se je potem zadeva zavrtela tako, da je na koncu odločilo vrhovno sodišče, da je zmagal dejansko George W. Bush. Tako da taka praksa tudi obstaja, da odloči pač vrhovno sodišče, to je v novejši dobi. No, oba kandidata sta zadnje ure posvetila kampanji v zveznih državah. V katerih državah pa sta oba vložila največje napore? Ja, to so ravno te države, povejmo, te recimo ključne države, če jih tako imenujemo. Pennsylvania, recimo, je ena od teh, Ohio, Wisconsin, Michigan, Florida, tu sta se zelo borila. To so te, ki še sedaj, razen Ohio, kjer je že Trump zmagal, ostale so še odprte, če ravno v vseh trenutno Trump vodi. Tam sta se angažirali maksimalno, vendar je seveda Trump izkoristil vse svojo energijo, svoje prednosti, ki jih ima kot predsednik, to je od letala predsedniškega, s katerim potuje, do helikopterjev, do cele infrastrukture, ki je na razpolago, in je imel ogromno shodov živih. On v tem uživa, to je njegov šov. In poleg tega angažira celotno svojo družino. Melania je imela recimo zelo dober, zelo odmeven nastop pred dnevi ravno v Pennsylvaniji. Mimogrede naj povem, o tem so poročali vsi srednji mediji, ne samo ameriški, temveč tudi nemški, avstrijski in tako naprej, naši pa zelo malo. To je videlo 100 milijonov ali pa 200 milijonov ljudi po celem svetu, mi so ga hvalili. Potem Trumpova hčerka Ivanka je nastopala, imela odličen, oziroma zelo
udarne nastope in je tudi zbrala rekordno vsoto prispevkov za en dan, 35 milijonov. Ne. Potem sinova Donald mlajši in Eric nastopajo in tako naprej. No, potem tudi seveda soproga od Bidena se je pojavila, njegov sin seveda Hunter Biden je ravno v nekih predkazenskih postopkih oziroma preiskavah, kot vemo, zato seveda ne bo se pojavilo. Zdaj so šli pač na teren z vsemi sredstvi, z vsemi topovi, da tako rečem, ne? In vsak detajl lahko odloči o zmagovalcu. No, za konec morda, kako dolgo menite, da bo še to preštevanje glasov trajalo? Težko je napovedati. Glejte, lahko traja, kot pravijo, lahko traja nekaj dni, lahko traja tudi teden ali več. Ne? Je pa seveda, gledajte, te volitve so nekako posebne. Nekaj je bilo v bližnji preteklih desetletjih tudi podobnih, recimo leta 1968, deloma tudi 2000, vendar te so zelo posebne zaradi koronavirusa. Ne. To je postavilo vse na glavo, pač odpovedani so bili mnogi javni shodi, ki so običajni, konvencije, ne, to je tako fenomenalna, pompozna zadeva, recimo jaz sem bil v Clevelandu leta 2016, julija, ne, izjemen dogodek za obe stranki, ne, kjer dejansko predstavita vse, kar imate na razpolago, vse sredstva uporabite za promocijo kandidatov. Ne. To je bilo odpovedano, vendar je pa koronavirus cel kup teh stvari obrnila na glavo in tu moram povedati, če ne bi bilo izbruha koronavirusa, bi Trump skoraj zanesljivo zmagal, ne, ker je imel tako odlične rezultate na ključnih področjih, kot je gospodarstvo, najvišja stopnja zaposlenosti v 50 letih, ne, energetska neodvisnost, davčne olajšave za gospodinjstva in za industrijo in cel kup drugih pozitivnih dosežkov, trajnih, ne, kjer mu je koristilo in je vodil v vseh raziskavah takrat on. So se pa recimo, je pa dejstvo, da je koronavirus, če povem po domače, zašušal. To, kako je on peljal, je bilo katastrofalno in to mu je naredilo ogromno škodo in ga spravilo sploh v ta zagatni položaj, da se mora sedaj tako rekoč boriti za preživetje. Tudi je po nepotrebnem se izpostavljajo, se je blamiral s svojimi izjavami, napovedoval cepiva predčasno, ne, se zapletal v konflikte s svojimi svetovalci in tako naprej. Skratka, tu si je naredil medvedjevo uslugo in to mu je prineslo ogromno škodo. Zdaj, to je v zadnjem obdobju pa očitno, da si je spet opomogel in s temi svojimi šovmenskimi nastopi množičnimi, ne, kjer je bilo 10 000 ljudi v živo. Ne. Skratka, tu si je spet očitno tako priboril, da mu sedaj kaže recimo dobro in zaostaja nekoliko za Bidenom trenutno, bomo videli, kako bo pa na koncu. Naj še povem, to je, da se poleg predsednika voli tudi, kot sem rekel, cel kongres, oziroma cel predstavniški dom, 35 članov senata in določeno število guvernerjev. To so pa recimo predsedniki vlad zveznih držav. Ne. Še tole samo, definitivno je sedaj, da ne bo prišlo do tega preobrata, kot so mnogi napovedovali, ne. Govori se o modrem valu, ki bo zapljusnil, ne, govori se o plazu modrem, ki bo preplavil. Tega seveda je konec, te iluzije. Je pa tak rdeči val dejansko zapljusnil leta 2016. Ko so republikanci dosegli največjo zmago po letu 1928, ker so poleg Bele hiše, to je Trumpa, usvojili oba domova kongresa in povečali večino guvernerjev na 34 od 50, kmalu zatem so pa dobili še 5. vrhovnega sodnika. Tako da so imeli izjemno oblast po letu 2016 in do leta 2018, povemo. Gospod Vladimir, najlepša hvala vam za vse te informacije. Prosim in lep pozdrav v soboto. Vam, drage gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in nasvidenje. Do prihodnjič.